Lep pozdrav vsem. S predsednikom sva se pogovarjala o odprtih imenovanjih, ki jih imamo za potrditi še v državnem zboru, tako o izboru ustavnega sodnika kot o izboru predstavnikov na evropskih sodiščih, na splošnem sodišču Evropske unije, pa tudi o nekaterih drugih zadevah, predvsem o korona krizi in pa tudi o volilni zakonodaji. Tako da glede posameznih imen sem jaz naše preference predsedniku podal, jih pa javno seveda ne bomo, ker se bomo dokončno odločili, tako kot je naš običaj tik pred glasovanjem, in takrat bomo tudi sporočili naše odločitve pri posameznem kandidatu. Kar se tiče volilne zakonodaje, sem mu predstavil v bistvu neko časovnico postopkov, ki zdaj tečejo v državnem zboru, glede na to, da je opozicija zdaj vložila zahtevo za izredno sejo, da se dokončno odloča o tem zakonu za ukinitev volilnih okrajev, po tistem pa je seveda možnost, da se glasuje tudi o zakonu, ki smo ga v koaliciji pripravili, ob pomoči seveda Ministrstva za lokalno samoupravo. Kar se tiče korona krize, pa sva oba ugotavljala, da je zadeva resna in da bi bilo neko konkretno poenotenje znotraj celotnega spektra zelo nujno, predvsem pred temi prazničnimi dnevi, ki lahko, če ne bo neke dobre volje, situacijo lahko tudi še poslabšajo. Toliko z moje strani. S prihodom gospoda Erjavca. No, če grem odzadaj, resna je postala zato, ker je prišel nek resen akter ponovno na politični prostor, pa malo starejši, pa mogoče zato bolj resna, drugače pa se kaj bistvenega ni spremenilo. Mislim, da je to stvar poslanske skupine Desus in njihove stranke, da se odločijo, tudi oni komunicirajo, da rabijo odločitve na svojih organih stranke, tako da tle ni z moje strani nobenega dodatnega komentarja. Zadeve v državnem zboru potekajo normalno, nobena stvar se ni spremenila, tako da ni kaj dosti komentirati. Kar se pa tiče različnih konceptov, mi vedno poudarjamo, da je treba poslušati stroko, in jaz verjamem, da bojo na tem skupnem sestanku tako en kot drug minister pač poslušali tudi te strokovne skupine, ki jih imajo, zato da jim svetujejo. In vsaj jaz osebno ne razumem tega kot nek konflikt med ministri, ampak kot neko izmenjavo mnenj. Sigurno je, da ima vsak neko svoje videnje, ampak rešitev je vedno nek kompromis in vlada se mora v takih situacijah pač odločati. Ni vedno idealnih rešitev, vendar odločitve pa mora nekdo sprejemati. Govori se tudi, da gospod Gantar razmišlja o svojem odstopu, koliko lahko to po vašem mnenju vpliva na, ali pa zatrese to situacijo, ki je z epidemijo. Ste tudi rekli, da ste se pogovarjali, da je treba stopiti skupaj, in še mogoče, ali se zavzemate za to, da bi mogoče predsednik vlade ali pa da bi sklical nek sestanek in koalicije in opozicije, da bi združili moči, predvsem pred temi prazniki, kako stopiti naprej? No, o tem, kaj kdo razmišlja, jaz ne bom špekuliral, ker toliko daleč še nismo, da bi pogledali v glave drugih, o čem razmišljajo, tako da je to stvar ministra Gantarja in bo to seveda znal komunicirati takrat, ko bo potrebno. Kar se pa tiče nekega skupnega poenotenja, sem pa že povedal, in tudi s predsednikom so se pogovarjali, da je mogoče tudi njegova pomoč v tem primeru lahko koristna, in se jaz osebno v svojem imenu lahko rečem, da neko poenotenje koalicije, opozicije tudi na tak način, da se skupaj usedemo, je vsekakor primerno dobrodošlo in ne vidim v tem nobenega problema. Jaz bi vas vprašala glede sodnikov. Sodni svet je svoje predloge že
posredoval. Ne? Zdaj pred nekaj dnevi je naprimer Dnevnik poročal, da je vlada nekako zaobšla mnenje sodnega sveta in dala zeleno luč Trstenjakovi in Rebežniku. Kaj ste glede tega govorili s predsednikom države in kaj ste mu povedali, kaj vi mislite o odločitvi sodnega sveta? No, spet ni moja dolžnost, da mislim o odločitvi sodnega sveta, to je odločitev, ki stoji, jo ne morem komentirati v tem, kaj so mislili pa kaj niso. V tem postopku imajo pač možnost, da predlagajo. Vsi vemo, da v postopku ima tudi predsednik možnost, da to sprejme ali ne sprejme, lahko tudi predlaga kandidate, ki se niso predlagali, tako da stvar je odprta. Mi smo pač govorili o možnostih, ki so in preferencah, ki jih imamo, vendar o tem, ali je odločitev sodnega sveta pravilna, ni pravilna, to jaz ne želim komentirati. Tukaj bo dodala samo še vprašanje, že nekaj časa se predvsem za sodnike na evropskih sodiščih zapletajo stvari. Slovenija je brez sodnika, naprimer na sodišču Evropske unije. Nekatere kritike o politizaciji vseh teh postopkov. No, ne vem, če je to politizacija, ker mi smo nekaj sodnikov tudi predlagali na sodišče Evropske unije, pa niso prestali zaslišanj. Tako da se je mogoče treba vprašati tudi o strokovnih odločitvah tudi sodniškega sveta, ki predlaga nekatere kandidate, ki pa ne prestanejo zaslišanje. Na to smo bili tudi zelo pozorni pri tej sedanjih kandidaturah in tudi pri teh predstavitvah kandidate, bi rekel, spraševali o tem njihovem nastopu pred to komisijo, ki je ključna. In upam, da se bomo na koncu pravilno odločili. Ne gre za politizacijo. V državnem zboru so ti kandidati šli skozi, niso pa šli skozi evropsko presojo na tej komisiji. Glede volilne zakonodaje, če vas smem še dodatno vprašati, ste rekli, da ko bo ta prvi predlog od opozicije mimo, da bo se odločili še o tistem, ki ga ministrstvo pripravilo. Če prav razumem, še ni usklajen ta predlog, ki ga koalicija pripravlja. Ali je že, oziroma kdaj bo vložen v parlamentarno? Ne, ta predlog je usklajen, pripravljen za vložitev, vendar je dogovor, da se ga vloži takrat, ko predhodni pač zaključi postopek. Gospod Krivec, če se vrnem na vaš začetni komentar, dejali ste, da je prišel resen igralec na politični parket, gospod Erjavec. Se vam zdi direktno, da se je, čeprav je v koaliciji, vrnil z namenom rušiti sedanjo vlado? To morate njega vprašati. Jaz sem rekel, da je starejši gospod, ki ima kilometrino na političnem področju, zato sem rekel, da je pač resen igralec, ker vmes smo imeli tudi, bi rekel, primere, ko se nekdo zbudi pa hoče biti nek akter na tem področju, kar ponavadi ne gre. Z tega vidika sem jaz želel opozoriti na to, da pač prihaja nekdo, ki je že bil v politiki, ki ima neko kilometrino in ki bo lahko koristen, lahko pa ne bo. To je stvar njegovih odločitev. Hvala. Pozdrav vsem skupaj. Vse verjetnosti vas zanima, kaj sva se s predsednikom pogovarjala, predvsem vas pa zanima še kaj drugega. Pa bom začel s tem, ker je bil uraden del pogovora s predsednikom republike. V Listi Marjana Šarca za ustavnega sodnika predlagamo ponovno dr. Andraža Terška. Gre za top ustavnega pravnika, ki dejansko živi ustavno pravo in ki dejansko verjame, da je ustavno pravo temelj naše družbe, naše države. In zato ponovna podpora njemu. Pri sodišču EU in splošnemu sodišču EU pa sledimo predlogu sodnega sveta. Vprašanje, kaj menite o kandidatih, katerega zeleno luč je dala vlada, to je Trstenjakova in Erbežnik?
Državni zbor je tisti, ki odloča o tem, predlaga jih predsednik republike, vlada je pa eden izmed deležnikov, ki lahko poda svoje mnenje, tako kot vi ali kdo drug, tako da se ne oziramo na njih. A je to razumeti, da vaše podpore v državnem zboru ta dva kandidata ne bi dobila? Ne, našo podporo v državnem zboru imata tista dva kandidata, ki jih je sodni svet predlagal. Pri sodišču EU se spomnite, da smo bili dvakrat zavrnjeni v Luksemburgu in v Listi Marjana Šarca menimo, da tretjič se tega ne moremo privoščiti in zato sledimo sodnemu svetu, ki predlaga sedanjega sodnika, gospoda Markota Ilešiča. Pri splošnemu sodišču pa nas je prepričala dr. Maja Brkan, ravno tako pa gospa Ana Stanič uživa del naše podpore. Ampak še enkrat pravim, vlada lahko poda svoje mnenje, lahko se znotraj koalicije dogovorijo, ni pa to neko zavezujoče za državni zbor. Bi bil pa že čas, da se koalicija, ker je to njena odgovornost in odgovornost največje stranke, uskladi in da grejo imena, ki jih predlaga predsednik republike in gre za kvalitetna imena, tudi čez državni zbor. Če se spomnite, ko je bila vlada Marjana Šarca, se nam je le redko zgodilo, da bi katerikoli predlog predsednika padel v državnem zboru, ampak to pomeni, da mi kot vladajoča stranka smo znali narediti korak ali dva nazaj, tudi javno povedati, koga bomo podprli, sedaj smo pa v neki družbi, kjer se bolj kot ne skriva imena. Gospod Golubovič, ob tej zdravstveni krizi se očitno odvija tudi politična. Karl Erjavec se je včeraj sestal z Marjanom Šarcem, okrog tega je vse nekoliko zavito v skrivnost. Vam je vaš predsednik že razkril vsebino pogovorov, je morda bil Erjavec povabljen na mesto mandatarja, morebitnega mandatarja koalicije KUL, kaj nam lahko sploh vi razkrijete, kaj veste? Hvala. Zdaj, jaz težko govorim, da gre za krizo celotne politike, gre pa za krizo vlade. V času, ko se Slovenija sooča s tragičnimi zgodbami, z epidemijo, ki ima za posledico gospodarsko, zdravstveno, socialno krizo, tudi duševno, konec koncev si ne moremo privoščiti vlade, ki ni znotraj sebe usklajena. Če o tem, kateri ukrepi so primerni, debatirata dva ključna ministra javno, kaže na to, da tej vladi manjka vodenja, ki bi imel neke učinke. In ta vlada je na žalost vseh nas, res na žalost, zavozila vse, česar se je lotila. In posledica tega je, da znotraj vlade so stranke, ki imajo težave in iščejo izhod, tako si jaz to predstavljam. In ja, pogovori potekajo na različnih ravneh z različnimi ljudmi, odločitve pa še ni. LMŠ je že večkrat povedal in smo konstruktivni, da dajemo novemu mandatarju, kdorkoli že bo, se pravi naših 14 glasov, ker se nečesa zavedamo. Vsako krizo, še posebej pa zdravstveno, se lahko rešuje samo tako, da se ljudi vzame kot partnerje. Ljudje lahko rešijo krizo. Da pa lahko ljudi vzame vlada kot partnerje, mora vzpostaviti zaupanje. In na žalost zaupanja med ljudmi in vlado več ni. In zato bomo v LMŠ-ju dali, in smo večkrat povedali, 14 glasov za tisto vlado, ki bo prvi cilj, da vzpostavi ponovno to zaupanje. Da začne normalizirati razmere v družbi in se 100% posveti epidemiji in posledicam, ki jih epidemija povzroča, in da možnost, da pri tem močno sodelujejo epidemiologi, ki so edini poklicani, da rešujejo epidemijo. Ampak vseeno,
Lahko karkoli poveste o tem včerajšnjem srečanju Erjavec, Šarec, kakšno je zdaj to zaupanje med temi dvemi vodilnimi osebami strank? Mi smo z Desusom tako v prejšnji vladi, kot tudi zdaj zelo korektno vedno sodelovali. Jaz ne vidim, da bi bilo zaupanje porušeno, če zdaj govoriva konkretno med Desusom in LMŠ-jem. Ampak še enkrat bom rekel, pogovori potekajo na različnih ravneh. Mogoče zdaj veste o pogovoru Karel Erjavec, predsednik Šarec, ampak teh pogovorov je bistveno več. In samo pogovori pripeljejo tudi do najboljše rešitve. In smiselno je, da te pogovori, dokler so samo pogovori, dokler še ni nekih odločitev, se pač v javnosti ne komentirajo. Kaj več vam nažalost ne morem povedati, ker ni predvsem to odvisno od LMŠ-ja. LMŠ je večkrat povedal, da daje 14 glasov tako Jožetu pa Damjanu, kot mora biti kakšnemu drugemu kandidatu za mandatarja, ki bo tej državi ponovno vrnil normalnost, stabilnost, predvsem pa zaupanje ljudi v politiko. Ne gre tle za zdaj neke egotripe, gre za to, da je država se resnično znašla v krizi in ta vlada tega ne zna reševati. A lahko še jaz samo glede sodnikov. Kdaj boste predvidoma potem v državnem zboru glasovali o tem? Kakšna je časovnica? Zdaj, to je seveda odvisno od predsednika republike, kako bo predlagal. Ena od možnosti je, da to že naredimo decembra, vsaj za kakšnega od sodnikov, lahko da bo pa to januarja. O tem s predsednikom republike nisva govorila. Lahko začnem verjetno, ne. En lep dober dan. S predsednikom smo opravili razgovor glede kandidatov in kandidatk za vse funkcije, tako Ustavno sodišče kot sodišče v Evropi in tako naprej. Jaz namenoma ne bom govoril o nobenih imenih, pa bom povedal zakaj. Zato, ker ne želim več kot poslanec na nek način ljudi, ki uživajo nek ugled, ki se prijavljajo na funkcije, tako, kot bom rekel, skurt pred tajnim glasovanjem, ker ste videli, da smo imeli zdaj na zadnje 2 tajna glasovanja. V 2 tajna glasovanja so imeli razni kandidati obljube, da bodo dobili potrebno večino, potem pa žal zaradi nekih osebnih ali drugačnih ali pa političnih vzgibov te večine ni bilo. Zato, ker mi je tudi predsednik rekel, da verjetno v letošnjem letu ne bo dal še nič naprej, bom jaz pri imenih se vzdržal. Imamo pa seveda mi nek nabor, se pogovarjamo, z nekaterimi bomo še opravljali razgovor in verjamem, da bo odločitev potem lahka. Tako da brez zamere, hvala lepa. Še kakšno drugo vprašanje? Ampak sodni svet je povedal No, svoje, glejte, sledite sej njihovim predlogom? mi smo zmeraj te inštitucije, ki so dale svoje predloge, spoštovali, tako da seveda sodni svet absolutno spoštujemo. Če bo prišlo do kakršnekoli spremembe pri predsedniku, da bo dal karkoli naprej, bomo jasno stališče sprejeli, pa seveda ne bomo se pa izognili stališču sodnega sveta. Izvolite. Gospod Han, Karel Erjavec se je včeraj sestavil tako s koalicijskim partnerjem Počivalškom kot opozicijskim gospodom Šarcem. Mislite, da tipa na obeh bregovih, ki bi bilo mogoče bolje pristati, vemo, da Desusov minister gospod Gantar je včeraj že zagrozil z odstopom, medtem ko pa strankini poslanci nekako jasno namigujejo, da je trava na drugem bregu vseeno bolj zelena? Veste, kaj je mene strah?
da ta moment v tej državi ni trave zelene na nobeni strani. To travo smo žal pohodili, razmere so za moje pojme alarmantne, če gledamo smrtne slučaje vsak dan, če gledamo, koliko jih zboleva, in nekje je politika in stroka naredila napako. Jaz tudi sicer spremljam druge evropske države, jaz vem, da ni nikjer veliko boljše, vendar naša država je po moje in preveč denarja, neciljenega, in strokovno nekje zavozila. In ljudje rabijo neko novo upanje. Kakšno je to novo upanje, ne vem, ampak tako kot je zdaj, ni najboljše. Glejte, vi veste, da sem jaz s predsednikom države, pa upam, da mi ne bo zameril, prijatelj in da poznam njegovo razmišljanje. Včasih se tudi seveda s prijatelji ne strinjaš, v večji meri pa seveda da. Ja, predlagal je in jaz sem absolutno zmeraj pripravljen se usediti, pogovarjati, ker to je naloga politike. To je naša naloga. Bi pa lahko do teh pogovorov tudi brez predsednika države že zdavnaj lahko prišlo. Ne, moram biti zelo jasen. On je povedal, da razmišlja tudi v tej smeri, kaj si jaz mislim, in od mene odgovor bo zmeraj poznan. Jaz sem zato in tudi moja naloga je, in se tudi vse svoje politični karieri trudim, da za mizo je dobro, da sta dva stola. Ne zato, ampak da na obe dveh straneh sediš. Še kaj? Hvala lepa. Sam jaz bi še nekaj na hitro vprašala za kolega. Včeraj je bil na eni od tekem nogometnih nek rasistični izpad. Že nekaj dni se pa v medijih objavlja ta članek iz Demokracije. Kaj vi pravite? Glejte, jaz zmeraj probam odreagirati, kadar čutim, da je kdo naredil nekaj nedobrega in za moje pojme v neskladu s tem, kar danes živimo. Ta zapis, ki je bil v tedniku Demokracije, je za moje pojme, sploh ne najdem besede, za to stoletje, za moje pojme, nemogoč in si ne bi smel noben časopis, noben posameznik tak zapis napisati. Izgovori o satiri in tako naprej je ta moment brez veze. Ljudje so v teh časih prizadeti in politika se mora truditi, da na to prizadetost ne vliva, bom rekel, še dodatnih bolečin. Tako da jaz to absolutno obsojam. Bi bilo pa dobro, da, ker sem jaz tudi večkrat obsodil ljudi iz leve strani, ko so karkoli, pa bom rekel ljudem, ki leva stran bolj paše, da se o fašizmu, o tako naprej ne govori, daj bi bil vesel, če bi tudi iz desne strani slišal kakšno takšno, bom rekel, opozorilo. Tega zaenkrat še nisem. Ne, sej ne gre, sej distanciramo se v politiki pol vsi, treba je pa jasno opozoriti, da to ni v redu in da... Hvala, srečno. Dober dan. Predvidevam, da vas bolj zanimajo sicer kakšna druga vprašanja, ampak se bom res omejila na tisto, kar je bil predmet današnjega posveta pri predsedniku republike. Torej, izmenjala sva si mnenja o kandidatih za sodišče EU, za splošno sodišče EU, pa tudi nekaj besed sva namenila kandidatom za ustavne sodnike. Jaz moram reči, da smo v bistvu pri splošnem in pa sodišču Evropske unije že kar posredovali imena za vsako po enega kandidata oziroma kandidatko. Pri ustavnih sodnikih pa smo
v poslanski skupini opravili razgovore s kandidati in naredili ožji izbor. Tako da tam tudi še ne govorimo o konkretnih imenih, pač pa samo o naboru 3, ki za našo poslansko skupino pač pridejo v poštev. Toliko. Pa komu dajete prednost, mnenju Sodnega sveta ali mnenju vlade? Za nas je mnenje Sodnega sveta izjemno pomembno. Mi smo že večkrat izrazili pomisleke o tem, ali je trenutni način imenovanja primeren, ali je Državni zbor tisti, ki si lahko lasti neke kompetence, strokovne presoje in še kakšne drugačne. Je pa seveda potrebno zagotoviti zadostno število glasov. To pa tudi vsi vemo. In z tega vidika smo usmerili naše napore ravno v smer pridobivanja tega zadostnega števila glasov in smo tukaj stopili pač nasproti ostalim poslanskim skupinam. Tri smo izbrali, vendarle pa o imenih ne bi še v tem trenutku govorila. To mislite, ostalih poslanskim skupinam ste stopili nasproti koalicije? Vsem. Vsem. Kaj pa mnenje Sodnega sveta? Kot sem rekla, za nas je mnenje Sodnega sveta izjemno pomembno, vendarle pa se išče tudi zadostna podpora. Vseeno, omenili ste tudi sami, da nas verjetno zanima tudi kaj drugega. Ja. Včeraj se je gospod Erjavec sestavil tako s predsednikom vaše stranke, gospodom Počivalškom, kot s gospodom Šarcem. Golubović je pred nekaj minutami na tem vašem istem mestu opozoril, da ti pogovori potekajo tudi na drugih nivojih. Se v zadnjem času tudi na tem poslanskem nivoju pogovarjate med strankami, kakšna ne bi bila politična prihodnost naše države, so kakšni pritiski, lahko karkoli o tem poveste? Jaz moram reči, da se v bistvu že 7 let pogovarjam na poslanskem nivoju z drugimi poslanskimi skupinami in si ves čas izmenjujemo mnenja in to se v tem trenutku ni kaj dosti spremenilo. Ves čas potekajo pogovori, mi smo vedno odprti za sodelovanje, mnenja se iskrijo in krešejo, ampak to je tudi to in ni v ničemer drugače od prej. Pa se vam zdi, da so kakšni bolj konkretni pritiski v tem zadnjem času, glede morebitnih prehodov na drugo stran? Jaz sem o pritiskih že nekajkrat govorila in moram reči, da niso v tem zadnjem času nič drugačni. Ne, jaz se sama o tem nisem z nikomer pogovarjala, ni bilo na mizi. Kaj pa je bilo na mizi, ko so za mizo sedeli drugi akterji, pa ne želim niti komentirati. To morajo komentirati tisti, ki so se o tem pogovarjali. Ne. Jaz bi samo še nekaj vprašala za kolega. Včeraj je na eni od nogometnih tekem, ta je bila prekinjena zaradi rasističnega izpada enega od sodnikov. Kakšen je pa vaš komentar? Vaš minister se je na zapisu Demokraciji pred nekaj dnevi zelo jasno izrazil svoje stališče. Kakšno pa je vaše stališče? Tudi mi smo že podali izjavo za javnost. Jaz mislim, da to, kar se je zgodilo, je nedopustno. To se ne bi smelo dogajati in tu gre celoti odgovornost na medij, ki je takšno zadevo objavil. Kaj pa samo dejstvo, da je medij blizu vladajoče stranke SDS? Medij je medij. Hvala lepa. Lep dan, nasvidenje.